Lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj verjetno bo to eno posebno predavanje oziroma morda malo drugače, kot si predstavljate. Jaz bom govoril o tem pogumu pa disciplini, če hočete, vztrajnosti, preko posebnega sistema, v katerem tudi sam delujem že več kot 25 let. Sicer k meni prihajajo ljudje v različnih stiskah. Ne bom govoril o psihoterapiji kot takšni, ampak bolj o spoznanjih dr. Janeza Rugla in njegovi socialno-andragoški metodi in povezavi s tem, se pravi z pogumom, kot smo rekli, disciplino, redom in tako naprej v življenju. Dr. Rugla verjetno vsi poznate, več ali manj, saj slišali ste zanj v takšnih in drugačnih okoliščinah. Dvomim ali pa verjamem, da je kdo od vas tudi prebral kakšno njegovo knjigo, večina pa ne. In seveda smo ga poznali in so ga poznali Slovenci, predvsem pa ženske, po njegovih provokativnih izjavah, včasih groznih. In jaz sem bil njegov kot terapevt in pomočnik in tako naprej, ko sem bil z njim, ko sem se doskrat pogovarjal zvečer po skupinah, je rekel, veš, kako je to. Človek mora provocirati, se pravi s provokativnimi izjavami, razburiti množico ljudi. Potem pa lahko razloži, kaj je mislil. Ker drugače se pozabi, drugače se sploh ne govori o problemu. Tako je dejansko bil vrhunski provokator, ki pa seveda, pač to je bil njegova narava. Ampak je pa skozi vsa svoja leta dela z ljudmi, on je bil v prvi vrsti vojak, potem psihiater, pravzaprav kreiral eno takšno metodo urejanja ljudi v različnih stiskah. V začetnem obdobju seveda samo alkoholike, potem je pa vedno več drugih ljudi prihajalo z različnimi težavami. Na koncu je bilo samo še 10-15% alkoholikov, vse pa ostali drugi ljudje. In kreiral to metodo, ki je nekaj posebnega, drugačnega. To ni psihoterapija v klasičnem smislu. Je tudi psihoterapija, psihoterapija je samo del tega procesa. In danes bomo govorili o tej metodi, ki se zelo navezuje na ta disciplino, red, pogum in tako naprej. Glejte, seveda vsi ljudje, ki imajo težave, stiske tako velike, da poiščejo pomoč, so v hudi zagati. Vedno imamo izkušnjo sami, probamo sami reševati svoje stiske, dokler gre. Ko pa je stiska tako huda, da se nam je za ubiti, takrat pa določen procent ljudi poišče pomoč. Ali je to zdaj psihiatrija, ali je to zdaj kaj drugega, se vseeno. Ampak prej ljudje težko poiščemo pomoč, šele takrat, ko smo res že zelo na dnu. Takrat se nam zasveti, ne zmoremo sami, ne znamo sami in je potrebna neka pomoč od zunaj, ker sam ne zmore več tega. In seveda za takšen korak je potreben pogum, logično. In ta pogum, se pravim vsem ljudem, ki pridejo do mene, res ste pogumni, da pridete. Sicer se ne vedo še, kaj jih čaka, ampak ok. Res se odločijo. Tako, pogum ni dovolj, tudi to je res. Glede, če bi sam pogum dovolj, potem bi ljudje hitro rešili svoje probleme. Ampak gre za nekaj drugega. Ne bom psihoterapevtsko govoril, ampak logično, kmečko logično, po neki logični pameti, veste, psihologični. Zakaj ljudje v stisko sploh pridejo? Moje spoznanje vseh teh letih je, pustimo zdaj psihoterapijo, se pravi travme, ne vem, kaj so se dogajalo v mojem življenju, neke dispozicije in tako naprej, ki so bile slabe in tako. Ampak generalno je to zaradi tega, ker narobe živi. Nekaj narobe v življenju počenja človek. Kaj je zdaj tisto, ta hip niti ni bistveno. Ampak v življenju se je nekaj zalomilo. Njegova pot ni šla navzgor, ampak seveda gre proti robu. In zdaj je ta narobe treba spremeniti v prav. Če bi človek s svojim znanjem, resursi, ki jih ima, se pravi, s svojim notranjim zmožnostmi, to zmogel, potem bi to napravil. Zaradi tega je psihoterapija, zdaj morda če kakšen psihoterapeut tukaj, da bo malo križem gledal, ampak v tem kontekstu neuspešna, ker se ukvarja ravno s tem problemi. Se pravi, z tem, da poskuša iz človeka, se pravi, z njegovih resursov, notranjih resursov dobiti tisto moč, pravzaprav, da bo on se rešil z tega ven. Ne da se na ta način. Kajti, zakaj gre? Če človek narobe živi, ta narobe treba, kot sem rekel, spremeniti v prav. In mu je treba pot pokazati. In tukaj pa smo na področju discipline, reda in tako naprej.
Ne gre brez tega. Če je nekaj narobe počel toliko in toliko let v življenju, se mora toliko in toliko let, ponavadi 3 leta osnovni program traja, pravzaprav priučiti in naučiti tistega, kar ga bo z te stiske potegnilo ven in da bo lahko kvalitetno na visokem nivoju zaživel. Kaj več bomo o tem kasneje govorili. Se pravi, da je disciplina pravzaprav osnova vsakega psihoterapevtskega procesa. Zadnji sem govoril tudi za psihiatrinjo dr. Štefokovo v Zagrebu, ki jo zelo spoštujem, zrela in zelo sposobna psihoterapeutka, klasična psihoterapeutka, imagoterapija in še drugih stvari, tudi privat. In je vedno nekako malo zviška gledala na pač moj Ruglov sistem, ne, to pač je ok, ne, ampak ne. Problemi so globi in tako naprej, sveda so, sej, logično. Ampak zadnji še priznala, brez discipline se ne napravi popolnoma nič. Ne da se. Kasneje bom o tem govoril. Ampak Ruglov sistem, zakaj je tako zanimiv? Glejte, to je unikaten sistem. Takšnega pravzaprav ni nekjer na svetu. On ga je gradil vsa ta leta, ampak ne toliko, da bi se naslanjal na spoznanja psihoterapevtov in psihoterapije, ampak predvsem na spoznanja modrecev, se pravi filozofov, modrih ljudi v življenju in na osnovi njihovih spoznanj je gradil ta sistem. Ne na psihoterapevtskih spoznanjih. Zaradi tega je tudi socialno-andragoška metoda, se pravi, andragoška se pravi, gre za učenje. Učenje nekih novih načinov življenja, novih pravzaprav terapevtskih sredstev, ki jih mora človek osvojiti, da lahko stiske pride. In on je uporabljal, in tudi jaz sedaj, ker nadaljujem njegov sistem, ker sem bil pač pri njem 26-24 let z njim, on je uvedel 50 tako imenovanih vzgojno-terapevtskih sredstev. To je unikat, nekaj posebenega. O tem bomo kakšno besedo malo kasneje spovorili, kaj so, zakaj so potrebne in samo glavne bomo omenili, ki so bistvene za to metodo. Jih je pa ogromno. In druga značilnost te metode je pa avtoritativno vodenje sistema, skupin, grup in tako naprej. To je tudi mečken ljudje zastrižejo z ušesi, kaj zdaj to pomeni avtoritativno vodenje. To je zelo kontra psihoterapevtskim pristopom, da bi nekdo pač moral se podrejati v nekem smislu, nekemu sistemu. Ampak to je pač dr. Rugl uvedel kot vojak v prvi vrsti, in potem še kot psihoterapeut. In pa bil je v tej metodi, izkazalo se je 100% uspešen. In tudi jaz sem 100% uspešen, več ali manj. Zakaj gre to? Osnovni program traja 3 leta. 3 leta osnovni program traja in to je izkazalo se v praksi, da 3 leta približno ljudje rabijo, da vse to, kar je zahteva program, vsa ta terapevtska sredstva in tako naprej, to ni priporočilo, ampak je pogoj, da človek lahko sploh pristopi, da se vključi v skupnost, da sprejme ta terapevtski pakt, kot temu rečemo. In 3 leta traja približno, da ljudje to ponotranijo, da to ni več zahteva programa, postane to njihovo življenje. Se pravi, kot pri vzgoji otrok. Starši smo tisti, ki otroka peljemo v svet, ali je tako, ne? Mi smo odgovorni za njegov, pravzaprav, za to, da bo prosperiral v življenju. In ne moramo njemu prepuščati, kot je zelo grobo, permisivno, naj sam ima že toliko notranjih resursov, kot sem prej govoril, da mora svoje potenciale udejanjiti in bo. Ne gre. Se pravi, da starši smo tisti, ki ga usmerjamo v življenje in otrok nam sledi. Včasih je treba meje postavljati, zdaj govorimo o avtoritativni vzgoji, tudi v psihologiji, da je tista ta prava, ne več permisivna in tako naprej. Treba meje postavljati, treba ga je usmerjati, treba je včasih tudi ustavljati in tako naprej. Zlasti, če je nevaren sebi, drugim in tako naprej, je vedno ne, se pravi, ga je treba ustaviti. In otrok seveda ne sledi. In ko postane to, kar mi pravzaprav vemo, da je dobro za njegovo življenje, njegov notranji svet, da ponotranji te naše sporočila, vrednote in tako naprej, smo vzgojno bitko dobili. Potem to izhaja iz njega, ni več od zunaj. Ravno tako je v tem sistemu, zato je andragoški sistem, kot temu imenujemo. Da to ljudje sprejmejo in začutijo kot svoje življenje. Potem je bitka dobljena. In te ljudje živijo seveda v takšnem sistemu na tako visokem kvalitetnem življenjskem nivoju, da je zdrs nazaj zelo, zelo redek. Meni se je do zdaj v 25 letih zgodilo samo en primer. Da je zdaj, na primer, končal osnovni program, se potem ljudje ostajajo naprej, še 6, 7, nekateri 10, 12 let in tako naprej.
Ali še več nekateri, ker so pač, imajo prijateljsko družbo in prijatelje in se pač tako živijo in niti ne želijo odideti, čeprav niso odvisni, narekovajo, kar se tudi očita, od terapeuta, od ne vem česa. Tako da je to ena takšna zanimiva stvar. Tudi dr. Rugel je samo meni sedi 2-3 pacijente, ki so potem seveda propadala, da je imel v njegovi zgodovini. Kar se alkoholizma tiče. Druga stvar so tudi druge težave, v katere se ljudje vključujejo. Ampak zakaj so ta vzgojna terapevtska sredstva tako zanimiva? Ker so vsem razumljiva, zelo preprosta so. In pa še druga stvar, ki je zelo pomembna, ne more jih izvajati oziroma ne more se s tem ukvarjati terapevt, ki sam tako ne živi. Se pravi, ne more blefirati. Nekdo, ki to vodi, mora vse to, kar zahteva od svojih ljudi, sam početi. Nimam jaz moralne pravice od ljudi zahtevati, da preberejo 2 knjigi na mesec v biblioterapevtskem procesu. Nimam pravice zahtevati od ljudi, da odlaufajo maratone, supermaratone, naprimer po tolikih letih, da hodijo vsak mesec v hribe in tako naprej in tako naprej. Če sam tega ne počnem. Potem seveda bi bil blefer. Se pravi, da terapeut, ki to počne, oziroma človek, ki se ukvarja s takšnim načinom dela, mora vse to sam početi in ne more v beli hali sedeti tam, veste, in biti vzvišen, se pravi, nekdo, ki vse ve, vse zna, in potem seveda soli pamet ljudem. Se pravi, v bojnih vrstah mora biti prvi. In redki so seveda ljudje, ki so pripravljeni na ta način živeti. Ker to je pač en takšen stil življenja pravzaprav. In zdaj bi na kratko vam samo nekatera terapevtska sredstva predstavil, ki so bistvena za to metodo in seveda, kasneje bomo potem v disciplini govorili. Seveda vse povezano z disciplino, logično. Ampak ta vzgojna terapevtska sredstva, v takšne 4 sklope kaj je bistvo teh vzgojno terapevtskih sredstev, bi vam rad povedal. Morda se boste začudili, ampak prva stvar, ki je, jaz vedno pravim, da je naloga teh terapevtskih sredstev to, in tudi mene, da ljudi usmerim v elitizem. Ljudje zastrižijo z ušesi, kaj zdaj to pomeni elitizem? Ne mislim elitizma v smislu nekih družbenih položajev, političnih, gospodarskih, ne vem kakšnih in tako naprej. To ni elita. Ponavadi ne. So tudi elitni ljudje med njimi, vendar generalno gledano to ni elita. Kdo je pravzaprav elitnik? Elitizem pomeni vrhunsko delovanje na različnih življenjskih področjih, ki so bistvena, da človek kvalitetno in korektno živi. To se pomeni, da v svojem delu, se pravi ustvarjanju, živi, se pravi napreduje, da postane in se izmojstri v svojem poklicu. To je ena od teh bistvenih zadev, se pravi ustvarjalnost. Da krepi in vzgaja to svojo ustvarjalnost. Druga stvar je, da je v dobrih odnosih z najbližjimi, se pravi ženo, otroci in tako naprej. Da skrbi maksimalno za dobre odnose v družini. In tretja, da seveda je vklopljen v družbo, širšo družbo, v kateri živi in da svoj prispevek tej družbi v končni fazi in da ni asocialen, ker mnogi ljudje so asocialni, zadnje čase opažamo, zlasti v tej narcistični kulturi, v kateri danes živimo. Se pravi, na teh tri sidrišča mora človek imeti, da lahko živi tako, kot se spodobi. Vsaj 2 mora imeti od teh 3. Na 2 mora trdno stati. Če ne, samo na enemu bo slej ko prej v življenju se mu zalomilo. Ali pa na nobenemu, potem pa seveda izgubljen. Se pravi, ta elitizem pomeni v tem, da človek živi na teh 3 sidriščih, da se dobro usidra in da živi kvalitetno, tako kot se spodobi. Tudi v tem programu Ruglevem se spomnim, da on je še včasih zahteval, da vsak, ki pride k njemu, zlasti ki mu alkoholike, lahko se veste, kaj je alkoholik, svoje življenje zapravijo, od denarja do izobrazbe in tako naprej, faliranstvo, in vsak ga zahteval, da vsaj eno stopnjo višje izobrazbo pridobi. Ampak nima smisla, naprimer, seveda pri faliranih študentih in tistih, ki imajo potenciale in možnost in tako naprej, je to treba od njega zahtevati. Ampak pri tistih, ki pa so, naprimer, obrtnik, dober mojster na nekem področju, oziroma pa nima smisla, da ga siliš v nek študij pri 40-50 letih, nesmiselno. Ampak lahko pa
seveda od njega pričakuješ in tudi ga porineš in tudi zahtevaš v končni fazi, da na svojem področju postane mojster, da se izmojstri. To pa. Se pravi, da korektno deluje na tem svojem ustvarjalnem, delovnem področju. Da ne govorimo sploh o družini in da odnose uredi v družini in tako naprej. To je pa predpogoj, če hočemo. Pravzaprav sploh v psihoterapiji uspet ne. Izkušnja je takšna, da v skupinskem delu, se pravi partnerskem skupinskem delu, ljudje zelo hitro napredujejo, ko se vključijo v takšen sistem, ko sprejmejo vse te zahteve programa. Če so v paru. Zakaj? Kajti v paru se mi pravzaprav šele v nekom, s katerim smo emocionalno, se pravi intimno, zelo povezani, seksualno, če hočete, smo brez mask. In tukaj je možnost brušenja svojega karakterja, osebnega karakterja ob nekom, ki nas vsak dan spominja. Poslušaj, Andrej, ne? Mi lahko žena reče, sereš ga vprost, ne? Neumnosti počenjaš, ne. In človek se zamisli na tem, ne? Če si normalen, se zamisliš, zveda, v začetku se razburaš, ne, normalno, kaj bi me pamet solila in tako naprej. Ampak ko pogledaš vase, pravzaprav se zamisliš na sebe in razumeš in pravzaprav vidiš, da pa morda pa res ga lomiš, ne. In si pripravljen svoje vedenje spreminjati, ker ti nekdo postavi zrcalo. In tisti, ki ti je najbližji, seveda najlažje to postavi, čeprav je tudi najbolj boleče. In tukaj imaš možnost, da se spreminjaš. In psihoterapevtski proces v paru, se pravi in še v skupini, poteka zelo, zelo hitro. Dočim individualna psihoterapija pa traja leta in leta in leta in leta in leta. In nič se ne more zgoditi, če je človek sam, ker nima tega zrcala. To je morda kdaj kasneje, imaš kakšno besedo, če bo čas, ne. Zakaj ravno skupinska in pa takšna terapija? Mislim, partnerska, veliko bolj uspešna kot pa individualna, oziroma samo s terapeutom. Potem druga takšna stvar, ki je pomembna od teh terapevtskih sredstev, je to, da pravzaprav ljudje stremijo v takšnem sistemu, se podajo na pot samouresničitve. To je zdaj en takšen pojem, ki je z New Age-ovskimi valom pravzaprav zlorabljen, dostikrat. Dostikrat imamo predstavo, samouresničitev pomeni neko meditacijo, tudi seveda lahko človek se pravi mal plava po nekih duhovnih sferah in je samouresničen. To ni samo, ponavadi seveda tudi lahko, nič ne rečem, ampak generalno gledano je pot samouresničitve. Samouresničitev je eno trdo garanje, ki se začenja ne samo v duhovnih sferah, ampak pri bazi, pri telesu, intelektu in šele potem duhovnosti, oziroma vse skupaj naenkrat. Ne da se izklopiti enega in drugega. Tako da ta samouresničitev, vi poznate Maslova, da je njegovo lestvico te hierarhijo potreb, ki jo je on postavil, na spode so bazične potrebe in potem do samouresničitve, višje potrebe in samouresničitve, potrebe po varnosti in tako naprej, do samouresničitve, ko on govori. Tudi o peak experience govori on o teh vrhunskih doživetjih. Vendar pa v zahodnem svetu, zadnja leta, zadnjih 50 let, en avtor se mi zdi Herzberg, v knjigi Duhovni kapital to Zohar Marshall opisujeta. Predvsem v zahodnem svetu je ta hierarhija potreb se obrnila okrog. Ker ni več, saj zahodni svet nima več take nuje po zadovoljitvi osnovnih potreb, kot je hrana, obleka in tako naprej, da potem nadgradi te stvari. Ampak je pravzaprav težnja po smislu, bi tako rekel, tista, ki je bistvena. To nam priča Frankl, poznate Frankla verjetno, svojim izkušnjo taborišča, ta znameniti psiholog Viktor Frankl, ki je tvorec logoterapije. On je, tretja Dunajska šola, to je pač on ustanovil, po Freudu in Adlerju je on, ki pravi, da osnovna težnja človeka je težnja po smislu. Ne težnja po užitku, o kateri govori Freud, se pravi ugodju, ne težnja po moči po Adlerju, če sem tako zelo enostavno skušam prikazati to stvar, ampak težnja po smislu. In vsak človek mora najti svoj oseben smisel in če ima ta smisel zadovoljen, potem preživi. To je se izkazalo v taboriščih, kjer je on pač bil v Dachovu, Madhausenu, pa še enem taborišču je bil. Če imate možnost, preberite njegovo knjigo, če še niste, kljub vsemu rečem življenju da, ali pa volja do smisla, kjer opisuje to svojo izkušnjo.
In pravi, da preživeli so tisti, ki so imeli živeti za nekoga oziroma za nekaj. Se pravi, da so našli svoj smisel življenja. Ne tisti, ki so bili fizično najmočnejši, najbolj sposobni pravzaprav po nekih drugih merilih preživeti, ampak tisti, ki so imeli za kaj živeti. In verjetno, da ima Frankl tudi prav tukaj. Ne? Da je smisel, če človek najde smisel, potem je tudi v narekovaju srečen. Ne? Ker mi se tako grebemo za to tako imenovano srečo in vedno bolj jo lovimo, bolj se nam izmika. Ne? Gre za nekaj drugega, ne? Da človek, kot Frankl pravi, mora, in tudi v tem sistemu je tako, človek mora opravljati svoje vsakodnevne naloge, ker če jih ne opravi, gredo, pridejo nove in tako naprej. Če jih opravlja, potem živi korektno, kvalitetno, kot sem rekel, in je srečen, ne da bi se tega zavedal. Seveda, vsak pa ima svoje naloge za opraviti, ne? Zaradi tega govorimo o osebnem smislu. Dobro, dr. Rugel pravi, da je samoresničen človek tisti, ki je na osnovi lastnih dispozicij, ki jih vsak imamo, neke dispozicije, in pa nekega optimalnega življenjskega okolja, v katerem je živel, izkoristil svoje ustvarjalne in človeške potrebe, pravzaprav, ne, potenciale, ne potrebe. Dostikrat, veste, ko pridejo k meni, pa jih vprašam, kaj hudiča iščete pri meni, zakaj ste k meni prišli? Pa pravijo, ja, hočem delati na sebi, hočem se samo resničiti. Kaj to, ne? Kaj zdaj to pomeni? Ja, delam na sebi. Ne? Kaj to pomeni, delaš na sebi? Drva cepaš na sebi. Kaj, daj, razloži mi, kaj ta delo na sebi pomeni. In potem ponavadi ni odgovora. Ne znajo se. Ne? Samo to hočem povedati. Ne? Pot do samoresničitve je trdo delo na različnih področjih, tako kot sem prej omenil, zlasti na teh 3 sidriščih, in pa na nekem korektnem opravljanju vsakodnevnih zadolžitev, ki jih življenje polaga samo od sebe. Ne. Tako da je to za samoresničitev nujno potrebno. Se pravi, da mi korektno živimo v zvezi z našimi nalogami življenjskimi. Ne s tem, kaj nam bo življenje dalo, prineslo, ampak kaj bomo mi pravzaprav s tem, kar je dano, nam napravili. Kaj se bomo odločili. To pa je pač seveda področje naše svobodnega odločanja. Potem je tretja takšna stvar, je razvijanje pozitivnih zasvojenosti. Dr. Rugel in tudi meni očitajo, da pravzaprav ljudi napravimo pa zasvojene z drugimi stvarmi. Če ne od alkohola, so pa s tekom zasvojeni, naprimer. Ponovadi to govorijo tisti, ki so zaležani, leni in malo debelušni in tako naprej. Jaz zdaj, ko se opažam, pred 30 leti nas je peščica po Sloveniji, se spomnim maratonov v Radencih, 3 src, ki so bili, nas je 100 do 200 bilo. Zdaj se vidite, ljubljanski maraton, 20 000 ljudi. Ne. Tudi zdaj, ko gledam zjutraj, ko v 5, če grem teč, saj je 5 do 10 deklet mladih luštnih srečam v temi še, ko laufajo, še preden grejo v šolo oziroma v službe. Zdaj, da je vedno bolje jasno ljudem, da je treba nekak stres razbremenjevati z neko fizično aktivnostjo, to je zelo pomembno. In ko so Ruglu očitala, da je eno zasvojenost drugo, jaz pravim, hvala Bogu, da je ta zasvojenost. Vendar zasvojenost, prava zasvojenost seveda je nora. Tudi poznamo nekatere tekače, ki jih tako resnično zasvoji, ampak to so izjeme. Ko samo še teče in nič drugega. Se spomnim, jaz en primer, Šime je bil, Šime, se ne spomnim se imena, čisto natančno z Dolenjskega, mu je moral center socialno delo vzeti kmetijo, ker je, sam še tekel je. Vsak pasji tek, ki je bil po Sloveniji, po Hrvaškem je bil zraven. In je zanemaril, krave so stradale, polja so bila zanemarjena in tako naprej. Zadnje so mogli vzeti, preprosto, ker je vse hudič vzel. Tako je tako zanimiv človek. Vedno bil v prvi vrsti in se spomnim, ko so tekli v Varaždinu 100 km. Pa v prvi vrsti se postavil, pa organizator vprašal, kdaj je treba priti, v 5 zjutraj bil štart, kdaj je treba priti v cilj, da še na glaven trg prideš, ker potem je bil cilj druge. Do 2 je bilo treba priti, do tja ali do 3. Se postavil seveda, tekel je pa zelo slabo drugače, dolgo tekel. Vedno bil v prvi vrsti in potem se ga srečaš med tekom, ko se je usedel malo
tako ledvičko sabo nosil, cigaret, prežgal, malo pokadil in naprej. Tudi takšne čudake, ne, in pravzaprav zasvojence se sreča, ne, ampak to so res redke izjeme. Tek ali neka fizična aktivnost, ne, težko, da zasvoji človeka toliko, da bi samo še o tem razmišljali, da to škodje, se pravi bistvo zasvojenosti, da to škodje tvojemu življenju, tvojim bližnjim, ne, da z tega začaranega kroga ne moreš več in da so vse misli samo temu posvečene. Ponavadi to tako. In je ta zasvojenost, veste, pozitivna zasvojenost, če je, ne, je pravzaprav dobrodošla. Zlasti pri narkomanih, alkoholikih in takšnih, ki so pravzaprav svoje življenje zapeljali popolnoma na rob družbe. In je nekaj potrebno pravzaprav, da se preko neke take dejavnosti hitro dvignejo. Zakaj gre? Gre za to, da ljudje, zlasti, ko sem prej omenil, alkoholiki, zasvojenci, narkomani, izgubijo vse zaupanje najbližjih. Najbližjih ljudi, se pravi tisti, ki jih naj bi imeli radi, otrok, žene, žlahte in tako naprej. Tudi šefov, če hočete v službi, samo dobro, zdaj ga lahko ven na cesto postavim, se ga rešil. In to zaupanje pridobiti morajo seveda se zelo potruditi z lastnim življenjem, z nekimi uspehi, da prepričajo najbližje, da jim lahko zopet gredo v stik z njimi in da jim majčkeno zaupajo. In to zaupanje se potem gradi leta in leta. Moja izkušnja je takšna, leta pri alkoholikih. Zelo hitro se žene potolažijo, ko človek, mož alkoholik neha piti. In so presrečne. Ampak generalno, veste, globoko v sebi pa traja približno 5 do 7 let, da mu resnično odpustijo. Za vse barabije, za vsa razočaranja, ki jih je doživela ob njem in tako naprej, za vse prevare, da mu resnično kot človeku odpustijo, rabi takšna žena alkoholika vsaj 5 do 7 let intenzivnega dela v sami družini, na odnosu in tako naprej, da mu resnično zaupa. In ta moški mora napraviti velike stvari, da mu lahko zaupa. Ne kar tako, veste, to, da neha pita, je lari fari, te brez veze. To je seveda nujno predpogoj, ampak vse to, ker je pomembno drugega, da napravi v svojem življenju, mora zgraditi nekdo, ki je vse zaupanje zapravil svojim načinom življenja. In poteptov vse, ne. Kajti veste, kako je to. Žene vedno poročijo prince na belem konju, ne. In ga gledajo v prvih mestih kot boga, ne, temle, na oltarju, ne. In potem vidijo kmalu, da so enega čudnega človeka na oslu dobili, ne. Se pravi, in so seveda že to veliko razočarane in potem naprej. In potem vztrajajo in so ponavadi v teh alkoholičnih družinah, govorimo o alkoholizmu zaradi tega, ker je to problem slovenskega naroda. 200 000 alkoholikov, en otrok, ena žena, se pravi, smo pri 600 do 800 000 ljudeh, ki je trpi zaradi alkoholizma v Sloveniji, ne. In tukaj se pravi, sem hotel to povedati, ne, da so žene bolj prizadete kot alkoholiki. Alkoholik ponavadi neha piti in se, če je korekten, če je še v delovne navade obdržal in tako naprej, zelo hitro se potegne iz svoje težave, ker on je odplavljal svoje stiske in tako naprej. Z omamo, odklopom. Žena je pa seveda vse to srkala, vso to razočaranja in je veliko bolj prizadeta. In potem terapevtski proces urejanja odnosa pravzaprav sloni bolj na ženi kot na moškemu. In zaradi tega je bil Rugel tako provokativen z izjavo vsega so krive ženske. In so seveda slovenske ženske skočile v luft. Kaj so vam je krive? Ne? Nobena mu ne vliva v usta in tako naprej. In tako naprej. Ne, gre za drugo krivdo. Gre za drugo krivdo, da 15 do 20 let ustrajajo ob takšnem moškem in seveda vzgajajo, kako vzgajajo svoje otroke v takšnem vzdušju. In ne zmorejo moči, da postavijo ultimat oziroma se jim pamet ne dopušča, ker so psihološko zvezane, ne, so odvisne od tega človeka, da ne napravijo res in uničujejo otroke. Predvsem to. Ponavadi pa še tako, ko otroci prosijo, pa pejdi že enkrat, bežimo preč, ne da se več tako živeti, kaj jim odgovori? Pa ne bom vzela očeta svojim otrokom. Sem perfidno, grozno. In tukaj v tem kontekstu so krive, ker ne končajo kalvarije ta pravi čas. In potem se seveda začaran krog alkoholizma obrne in patologija kroži z roda v rod. Ker otroci alkoholikov so zelo, zelo prizadeti. Čeprav morda na zunaj ne kažejo te stiske, ampak
slej ko prej se zlomijo v življenju. So vam dosti primerov mladih ljudi, ki jih meni hodijo, ko so bili odlični maturantje, zlati maturantje, tudi odlični študentje, ko se jim pa, na primer, pred diplomo pa zalomi. In ne morejo napraviti nobenega izpita, 2-3 izpite pred diplomo in diplome ne morejo več skupaj spraviti. Ker se je nabiralo vsa ta življenja, do tukaj je šlo, tukaj je pa prelilo in se jim je življenje popolnoma zatrgalo, popolnoma ustavilo. In potem je treba seveda vse to začeti reševati, da lahko začnejo normalno funkcionirati v življenju kasneje. Seveda, to so takšne zgodbe, tragične pravzaprav v tem kontekstu alkoholizma, če smo želeli pri alkoholizmu. Zdaj bi pa sam ene par teh terapevtskih sredstev omenil, ki so bistvene. Ni bistveno, kot imajo ljudje predstavo, da je tek, hribi, ta telesna aktivnost, jedro sistema socialno-andragoške metode Ruila. Daleč od tega. Najbolj bistven element tega sistema je biblioterapija in pa avtoanalitično pisanje. Vsak človek, ki pride k meni, mora v enem mestu prebrati 2 knjigi. In v teh to ima posebne seznamke, imajo poseben psihološki naboj, tudi filozofska, sociološka, tudi leposlovje in tako naprej. Imajo pa seveda te knjige neko sporočilo. In vsem te morajo potem pisati, se pravi iz sebe. Se pravi avtoanalitično, ne obnove knjig in tako naprej, ampak svoje razmišljanja, ki se mu porajajo ob tem. In vam bi rad, ta biblioterapija je bistvena. In sicer vse poznate verjetno filozofa Sloterdijk. Poznate? To je zanimiv filozof, zdaj eden najbolj znanih filozofov, modernih tudi, sicer je Nizozemec, verjetno se Sloterdijk zaradi tega imenuje, mislim se ga kliče, pa nas Sloterdijk rečemo. On je enkrat napisal takole v enem eseju, da brez tega, da ljudje berejo debela pisma, se pravi knjige, takšno in drugačno literaturo, se ne morejo človečiti. In ima prav. Zakaj je biblioterapija tako pomembna? Glede, ljudje preko literature prihajajo do uvidov. Zelo hitro lahko. Ena knjiga nekoga se pravi prebudi in ga pripelje do nekega uvida, druga knjiga drugega in tako naprej. In če veliko bere, ima več možnosti, da do teh uvidov prihaja in seveda človek, ki veliko bere, tudi veliko več ve kot pa ostali. Se pravi, njega splošna razgledanost je veliko večja. Človek, ki nič ne bere, ne more nič vedeti. Preprosto povedano. Zaradi tega je to jedro tega sistema. In pa avtoanalitično pisanje. V začetnem obdobju seveda dnevniki, potem na vsako dogodek je pisanje. Tako da nekdo, ki je pri meni, 1 leto ima približno tak lepok spisov avtoanalitičnih v svojem dosjeju. Se pravi, nekateri imajo, ne vem koliko zbornikov, ko jih potem veže, imajo cele vrste. In tukaj seveda ljudje spoznavajo samega sebe, preko tega pisanja in tako naprej. To je seveda povezano z disciplino. Brez tega ne gre. Ampak to pri avtoritativnem vodenju bom kaj več o disciplini povedal, se bom malo pohitil. Rad bi vam prebral en spis, ki ga je napisal prav Grega. Slučajno sem danes brskal po teh svojih zadevah in sem ga gledal, pa rekel, fino, bom pa tole prebral, da boste razumeli, kaj pomeni biblioterapija in zakaj je tako nujno potrebna za dvig človeka. Ne samo za stiske, ampak pravzaprav za vsadzga. Vsadzga normalnega izobraženca, pravzaprav vsak izobraženec bi moral biti bralec. Sam nažalost se vsi, ko končajo fakulteto ali pa morda še malo strokovne literature sledijo, kje je šele leposlovje, kje je še humanistična literatura in tako naprej. Bog pomaga. Večinoma neizobraženih. In jaz pravim dosti krat, da škoda sploh, da so diplomirali ali pa so doktorirali, ker so popolnoma analfabeti, ker so na tem področju popolnoma zastali. V knjigah pravzaprav je življenje vse opisano, vse v življenju. Zaradi tega je ta poudarek na biblioterapiji tako močen. Evo, zakaj rad berem, je napisal enkrat spis, sem ga prosil. Je takole napisal. Sem bolj matematično-fizikalen tip človeka in najbrž zato tudi svet in svoje mesto v njem razlagam s primeri. Z iskricami in utrinki. Jaz zagotovo lažje razumem, nisem pa povsem prepričan, če so moji primeri dovolj dobri in razumljivi za sogovornike. Kot pravi Galimberti v mitih našega časa, obstaja resnica
in obstaja tudi razlaga resnice. Poskusil bom kar s preletom romanov, ki sem jih bral v zadnjih letih in jih lahko takoj prikličem v spomin. Za začetek Pijevo življenje. Martel piše o prvem čudežu, ki ga ne pozabiš nikoli in kasneje vse vtise primerjaš z magičnostjo prvega. Prav Pijevo življenje je bil moj prvi roman v novem nizu Bran po dolgi prekinitvi. Poleg zgodbe me je zagrabila tudi struktura romana, kratka poglavja, ki me niso izpustila, samo še eno in potem res samo še eno kratko, tako do konca. Dobesedno požiranje zgodbe. Eno kratko poglavje sem še posebej velikokrat požrl. Tisto o strahu. Poetičen opis in hkrati kirurško natančen, vse postane v trenutku jasno in strah vsaj začasno izgine. Še sreča, da vem, kje lahko vedno najdem orodje za premagovanje strahu. Evo, to je en takšen uvid, za neka knjiga, ki ga bere, človeka pripelje do nekih odločitev tudi potem lahko v življenju. Uvid pravzaprav še nič ne pomeni. Uvidu mora slediti odločitev za neko spremembo v življenju in to je tisto, kar je pomembno. In seveda brez uvida pa ne gre. Ko je kriza najsilovitejše klestila po mojih prihodkih, sem bil seveda popolnoma obupan, na trenutke že skoraj depresiven. Ves čas sem razmišljal o naslednji težavi, po morebitni naslednji rešitvi, o naslednjem telefonskem klicu, naslednjem dnevu in že v petek o prihajajočem ponedeljku. Sploh nisem mogel misliti na nič drugega. Sploh se nisem mogel umiriti, še pred spanjem ne. Nič ni pomagalo, niti neskončni pretečeni kilometri ne. Stiska je bila prevelika in zaloge energije za generiranje dodatnih skrbi brezmejne. No, ena stvar pa je pomagala. Umirilo me je branje neznosne lahkosti bivanja. Spet zgodba, ki potegne v sporedni svet. Ta konkretno ob vsem pokaže še večje eksistencialne težave. Nisem sam. Poleg tega sem še prvič uzrl popolno genialnost. Kundera je nadmojster besede in poleg tega še mojster znanja. Koliko znanja. Navdušile so me njegove vrhunske razlage sanskega sveta in genialna definicija kiča. Sploh nepomembno, prebrana erotika je meni, takrat za vse povsem nezainteresiranem, zbudila mojo erotiko. Kaj boljšega? In tako naprej. Kup še knjig opisuje. Vsaka knjiga mu je prinesla neko novo spoznanje in se pravi, ga je dvigovala z te njegove stiske. In to je bistvo biblioterapije, ker ljudje težko razumejo, zakaj. In ravno tako avtentičnega pisanja. Krleža je že zdavnaj zapisal, ko berem, šele začnem razmišljati. Se pravi, ko berem, mislim. Oziroma, ko pišem, mislim. Tako je Krleža napisal. In tudi ko ljudje, dostikrat pravijo, saj ne vem, kaj bom sploh napisal danes v našem dnevu, svoje razmišljanje, občutke, o lepem, o hudem, kar se mi je dogajalo in tako naprej. Kaj ne vem. In potem se usede za ekran, ker morajo pač po mailu mi pošiljati zadeve, sem vsak dan z njimi v stiku, tako z ljudmi, preko njihovih pisanj in se začnejo dvigovati ta notranji svet. To je avtentično pisanje. Se začne dogajati. Se začnejo te globine, ki so prikrite, zakrite, zastrte, podzavest, če hočete, dvigovati samo od sebe ob pisanju. Ne more človek se usesti na stol in začeti razmišljati o temu. Ampak v pisanju se kreirajo šele misli in dobivajo svojo obliko oprijemljivo. In tako človek seveda tudi prihaja do uvidov, tako kot približno pri biblioterapiji, pri branju. Podobno se dogaja ob pisanju. In tako prihajajo vse te travme, če hočete, ali ker je skrito v človeku, vse te njegove, pravzaprav naši scenariji, ki jih nosimo sabo nezavedni na dan. Tako se zbujajo. Brez pisanja ne gre. To človek ne more domisliti, mora izpisati. Zaradi tega je tako nujno pisanje v tem sistemu. Dobro, potem so še druga terapevtska sredstva, kot so naprimer na fizičnem področju. Zakaj na fizičnem področju? Glejte, človek je v stiski, ko sem prej omenil, mora nujno začeti uspehe doživljati na nekem področju, najlažje na fizičnem. Tek, hribi in tako naprej. Tukaj najbolj enostavno, čeprav je za mnoge zelo težko. Ampak je pa najbolj enostavno, samo pa še treba le nobo premagati in se spraviti v tek, v ritem. Ampak ni važno zdaj, veste, kot ljudje pravijo, doskrat, zakaj pa moram maraton teči, pa zakaj moram to. Ni bistven maraton, ni bistven super maraton. Bistveno je, da si človek vzame 1 uro časa zase vsak dan
in je 1 uro sam s sabo. V tem teku, ko je v kondiciji in tako naprej, človek ne razmišlja več o teku, ampak mu čez glavo, čez možgane, lahko odmeditira in tako naprej, letijo različne misli. Jaz sem vse knjige napisal v svojih dolgih samotnih tekih. Vse se mi dogaja misli in tako naprej. Potem sem domov zapisal stvari, ideje in tako naprej. Tako da se marsikaj lahko napravi v tem teku. Tudi meditativni tek je idealna stvar za pomiritev. In tudi zdravniki vedo sami. Če bi ljudje se bili sposobni, oziroma če bi hoteli se aktivirati fizično, potem ne bi rabili antidepresivov. To je najboljši antidepresiv je 1 ura teka na dan. Približno 10 km, naprimer, takšna doza, da ne bom pač nekateri 14, nekateri 12, nekateri ne vem koliko, odvisno od človeka. Ampak to je najboljši antidepresiv. Moj zdravnik, prijatelj moj, je rekel, pa je odličen zdravnik, ki se je res posvetil vsakemu pacientu, pa je rekel, Andrej, je rekel, tvoji saj tečejo, moji tudi hoditi nočejo. Rekel, naveličal sem se skozi dopovedati, pa vemo, da je visok pritisk in tako naprej, posledica nekega trapastega, zgrešenega načina življenja. Ponavadi, pustimo zdaj res, če je v zadnju kakšna organska sprememba in tako naprej. Ponavadi so ljudje seveda zažrti, zaležani in tako naprej, posledica so pa pač sladkorne bolezni, pritisk vsega vraga in tako naprej. In s tekom se vse to lahko reši. Zelo enostavno. Zaradi tega je tek tako pomemben. Poleg tega pa človek zelo hitro uspeh doživi in kot sem rekel, tudi s tem pridobi zaupanje najbližjih, kolikrat lahko razočaral svojo zoprnostjo. Nimo zdaj alkoholik. Tudi nevrotiki, če hočete, veste, so lahko zelo zoprni. Veste, nevrotiku, ki je človek v stiski, on trpi. Vendar trpijo tudi ljudje ob njem. Najbližji. In seveda sem mu pripravljen pomagati. Vendar ne v neskončnost. Se ga naveličajo, čez leta se ga naveličajo in tudi odstopijo in gredo preč od njega. In tudi pri takšnem človeku, ki ni zasvojenec, ampak neke nevrotične težave, ki ima težave sam s sabo in trpi in tako naprej, je tudi nujno potrebno, da hitro se dvigne z tega ven, da mu ljudje, ki so najbližji, začnejo zopet zaupati in upati vanga. Ker so ga že odpisali. In to je ta tragika pravzaprav ljudi v stiski, da jih odpišejo ljudje. Tudi najbližji, veste. Ne bi zdaj tle sentimentalni. Ni res, če 5-10 let živite ob nekom, ki se nikamor ne premakne. Obupate, tudi vi. Čeprav sem mu pripravljen, ne vem, kaj vse pomagati, ampak vse je bob ob steno. Nešteto, kar ste probavali in tako naprej, pa nobenega rezultata. Zaradi tega je potreben ta nujen dvig, takoj uspeh. Da bi pa rad še ene par besed spregovoril o, prej bom dal besedo Gregetu, o tako imenovani avtoritativnosti, ko sem prej govoril. Zakaj je ravno avtoritativna metoda, ki je tako bogokletna za vso psihoterapijo in za vse, ki se s tem ukvarjajo. Red in disciplina je bistvo te metode, kot sem prej rekel. Ta metoda je intenzivirana različica hudolinove metode zdravljenja alkoholikov, ampak Rugel je potem nadgradil, tudi jaz neke svoje stvari dodajam, nekaj spuščam in tako naprej. Ampak red in disciplina je bistvo. V takšen sistem urejanja nekih stisk, kakršnih koli, sprejmem samo tiste ljudi, ki zares hočejo tako živeti, ki se zavežejo za to, da bodo vse te terapevtska sredstva, ko sem jih omenil, ta glavna samo in tudi druga, tudi živeli, upoštevali. In to tudi obljubijo. In tudi jaz sem potem seveda verjamem, da bodo korektni in seveda gremo v nek normalen, korekten odnos. In pričakujem od njih, da delujejo na nekem drugačnem nivoju. Tisti, ki so pripravljeni to, pač lahko pridejo do mene ob nekih seveda pogojih in tako naprej, ki jih postavim. Ostali pa ne. Moram povedati tako, ogromno jih pride, majhen procent jih res pride. Drugič na razgovor. Ko jim dam vse literaturo za prebrati, kaj je potrebno, Ruglove knjige, moje knjige in tako naprej, jih ni več blizu. Večine. Določen procent pa pride, seveda, in tisti pa potem, ko pridejo, pa seveda tudi v večini primerov, sem pa tja kakšen, da odpade po kakšnih mesecih, 2, večina pa ostaja, ta 3-leten osnovni program izpolnijo in tudi ostajajo potem povprečno 6-7 let. Tako nekako. Red in disciplina, kot sem rekel, bistvenega pomena. Zakaj? Da presežejo to svojo označenost ljudje.
ljudje pravzaprav, kot sem prej omenil, nič nočejo napraviti za to, da se rešijo svoje stiske. Iščejo pomoč pri psihoterapevtih, zdravniki in tako naprej in pričakujejo, da jim bo psihoterapeut odčaral njegovo težavo. In pa zdravnik mu dal pest zdravil in on bo zdrav in bo v redu. Ne gre za to. Ne. Ko sem prej omenil, večina stisk ljudi je povzročena zaradi tega, ker ljudje trapasto narobe živijo. In da je treba seveda vzpostaviti nek drug sistem in to je samo preko reda in discipline. In se morajo seveda potruditi do skrajnih meja, drugače ne gre. Prej sem o zaupanju govoril in tako naprej. Ne. In ne gre drugače, saj v tem mojem sistemu. Pustimo, jaz govorim o socialno-andragoški metodi, ne o drugih sistemih psihoterapevtskih, kajti kriterij uspešnosti pri meni je visoko nad kriterijem, ki imajo drugi psihoterapeuti. Pri meni mora človek, veste, na vseh življenjskih področjih delovati vrhunsko, kot sem prej rekel, mora postati elitnik. To je uspeh. Kajti, če postane elitnik, kot sem prej govoril v tem kontekstu, nikoli se ne more skoraj zgoditi, ali pa zelo v redkih primerih, da bo zdrsnil zopet nazaj tam, ki je bil. Težko, ker ko enkrat ponotranji ta način življenja, kot sem rekel, je to njegovo in živi zaradi sebe, ker on tako hoče živeti, ker je to njegov stil življenja. In to je rešitev problema. Ne pa, da veste, da mal pobrska, se mal boljš počuti, ko se boljš počuti, problema ni, zdaj sem pa ok. Ni res, ker je zopet zelo hitro lahko nazaj. Je treba seveda to zelo utrditi, ta sistem življenja utrditi. Seveda to je en velik paradoks, ne, v tem sistemu. Človek na eni strani po naravi, se pravi, mu je vrojeno, hoče biti samostojen, na drugi strani ne, mora pa ubogati, narekovajo to uboganje vzemte. Ne. To se tolče med sabo in ljudje imajo težave s tem. Ne. Vendar pa izkušnje kažejo tako, da človek, če hoče se potegniti iz težav, mora postati kot otrok. Kot sem prej omenil, otrok zna slediti, oziroma ga moramo omejiti včasih in tako naprej. Vendar je sprejemljiv, učljiv. Ne? In če človek v težavah ne postane kot otrok, ni sposoben slediti nekomu, ki mu pokaže pot. Zakaj gre? Pri psihoterapiji, tudi če hočete, ali pa v takšnem sistemu urejanja. Ne more se človek rešiti s svojimi znanji, spoznanji in tako naprej, ker ta njegova znanja, spoznanja, vedenja so ga v stisko pripeljala. In zdaj hoče meni dopovedati, da bo zdaj on sam rešil svojo težavo, na en način, kot ga on misli, da je prav in ki ga je že do zdaj živel. In seveda se vedno znova zapleta. In ta odprtost, ne, da sledi nekomu, ki mu pokaže tole naredi, je seveda nujno potrebna, da človek je sposoben temu slediti. Da se ne upira v narekovaju preveč. Ali pa tudi, če se upira, nič hudega. Važno je, da naredi. To je bistvo. Kajti, ni važno, kaj je bilo, veste. Ker ljudje, ko prihajajo v stisko, hočejo, ko pridejo k meni ali pa kjerkoli psihoterapeutu, hočejo vzroke. Takoj vedeti vzroke, zakaj so v stisko prišli. Pa to ni bistveno. Bistveno je danes in kaj boš od danes naprej ti napravil, da boš svojo stisko razrešil. Ne zakaj si vanjo prišel. To bo se že v samem procesu spremembe življenja, načina življenja in terapije že obelodanilo in spoznalo. Vendar važno je, kako boš ti od danes naprej deloval. Ali boš napravil tisto, kar je dobro, kar je prav, kar te bo peljalo ven iz tega, kar si do zdaj narobe počel. In to ljudje težko sprejmejo. Se pravi, ta mus. Ne? In to je ta avtoritativnost, o katerim govorim. Avtoritativnost, veste, ne pomeni zdaj, da je to nasilje na eni strani, ampak pomeni to, kdo je avtoriteta? Kot sem prej omenil. Nekdo, starši naprimer so nam bili avtoriteta, ali pa učitelji, ampak kdo so bili avtoriteta? Tisti, ki so živeli tako, kot so govorili. Takšne, naprimer mladostniki so zelo značilni. Ne moreš ti mladostnika že enega čez vodo peljati. Se spomnim, ko sem kot mlad psiholog v Fužinah sem delal v osnovni šoli. Pa so tam preganjali, takrat se še kaditi ni smeli. Saj sem letki, kaj travo, kakšen tobak, naprimer. In se je to preganjali po straniščih, po igriščih in tako naprej, te mladostnike v 8. razredu, ali pa 7, ki so seveda z vsakom vogalom kadili, se dim valil ven in tako naprej. Najbolj jih je preganjala profesorica telovadbe, ki je najbolj zakajena bila, se pravi, najbolj kadila. Siva je bila v obraz že od kajenja. Pa sem mi na eni konferenci rekel, pa draga Nataša, ali kaj je bila, pa kako moraš ti preganjati, se te resno najemljajo,
nimaš moralne moči in tudi pravice v končni fazi, otrokom prepovedovati nekaj, otrokom, mladostnikom, sama pa to počenjaš in te vidijo vsak dan s cigaretom v ustih. Kakšen mislite, da je bila reakcija celotne zbornice? To, da me niso ven odnesel. Kakšen sem, kako si upam, kaj ta zgareš in tako naprej. Da to je bistvo. Ne moreš. In bistvo avtoritativnega vodenja je, da človek, seveda tudi vodja, živi tisto, kar govori sam in s svojim življenjem spričuje tisto, kar pridiga. Se spomnim, sem imel pred leti v Škofji Loki skupino mladih, gimnazijcev. Gimnazijk so bili tiste učne pomoč, učne, neke dodatne gimnazijske, so pomagali drugim, neke izbirne vsebine, ali kako se že imenovalo. In sem jih v skupino združil, sem na centru delal socialno delo v Škofji Loki in sem počasi začel, pa smo kakšno knjigo prebrali. Takole sem počasi začel, pa smo šli v hribe enkrat na mesec, pa smo šli takšne različne, pa na izlet kakšen in tako naprej. In sem počasi jim v 2-3 letih so popolnoma po Roglovem sistemu začeli že delati. Vse sem jim počasi tako nekako zvito pripeljal v njihovo življenje. In so potem maratone laufali, so v hribe hodili, vsi, večina, no ne vsi, 3/4 je postalo planinskih vodnikov in tako naprej in tako naprej. Spomnim, enkrat smo bili na Viševniku, tle gor na Pokljuki, pa smo zagledali, jasen dan, lep je bil in Kredarca in Triglav, tako, do vse roke jo imaš v takšnem lepem dnevu. Mi pa šli tle gor. Ja, dobro, pojmo drug teden, pa smo šli drug teden gor. In se spomnim, ene punca je, kako je trpela gor čez tisto, iz vodnikove koče gor, iz Klanc. To je bilo, solza, joka, stokanja. No in potem, ampak kljub temu se je zastrupila s hribi. In je še zdaj zelo, zelo aktivna gorska reševalka in tako naprej. Ampak kaj hočem povedati? Te mladi so mi sledili v tem sistemu, ko sem počasi upeljal, od branja literature, maraton in tako naprej, brez vsakih odporov. Na en pravi način sem jim to, ne na silo, sem jim to nekako zvito prenesel njihovo življenje in so mi sledili brez besede. Zakaj mislite? Ker sem vse to sam počel in sem bil to prvi. In sobote, nedelje in tako naprej mi ni bilo žal niti enega praznika in tako naprej, ker to seveda takrat se to počenja. Moraš z njimi živeti. In so sledili, in so te ljudje so več ali manj vsi, zdaj, ko sem še stik z njimi, vsi diplomirali, nekateri že doktorirali, imajo družine, tako kot se spodobih, so se marsikaj naučili. Tako da je zanimivo, da mladi pravzaprav in tudi ljudje sledijo avtoriteti, če seveda ta avtoriteta obstoja. In tudi pri vzgoji je tako, in tudi v pedagogiki, se pravi v šolah je tako. Zakaj nekateri učitelji nimajo nikoli težav? Zato, ker imajo, se pravi, notranji eros, se pravi, to notranjo danost za učenje. Mnogi učitelji pa ne bi smeli v razred stopiti, zaradi tega, ker jim je to stres, težava. In boš, da ne bi šli. In seveda so otrošice patli name, hude profesorce, kaj tazga rečem, ampak je res tako. Tiste profesorce, ki trpijo v razredih, boljše najdejo drugo službo. Ker nekaj narobe. Ker je tudi težko, in otroci, vse veste, kakšne so molerija, ma zavohajo, kaj, koga imajo takoj, sami sebe se spomnite, kako so profesore. In seveda ljudje, ki pridejo v takšen sistem, kaj je to avtoritativno vodenje, to hočem povedati, je disciplina, kot sem rekel, pogoj. Vi ste brali verjetno knjigo Scotta Pecka Ljubezen, duhovna rast. On pravi, življenje je težko. Prav odspod je napisal. In življenje je seveda je težko. In potem prvo poglavje je naslovo za disciplina. Pa je pač psihiater klasičen, ki je bil v Ameriki. In pravi takole približno Scott Peck. Z malo discipline človek napravi malo. Z velik pa vse. To je tisto, ker je nujno potrebno. Če hočete življenje spremeniti, če hoče človek nekaj doseči v življenju, se mora disciplinirati. To je naša osebna izkušnja. Ko ste bili v šoli, ko ste bili kjerkoli v neka naloga, ki je bila pred vami, če niste bili disciplinirani, če niste disciplinirano opravljali svojih nalog, ni bilo rezultata. Zaradi tega je treba nujno potrebno ta osnovna disciplina in red v svojem življenju. In pa tudi seveda biti pripravljen človek, da se podvrže temu, rečem, on pravi, Scott Peck, kritiki. Ta kritika je morda mečken
težka beseda, ampak ne gre za kritiko, ampak za konfrontacijo. Takole približno tudi on prav rekel, da človek, ki ni sposoben pobrskati po svojih ranah, se pravi odpreti svojo rano, da zakrvavi in to boli, ne? Ki ni pripravljen sprejeti kritike drugih ljudi okrog sebe, dobronamerne, tukaj ne govorimo o kriticizmu kot takšnem, ko gre za zlorabo ali mobbing ali karkoli takega, ampak ko gre za neko konstruktivno kritiko, človek, če tega ni sposoben sprejeti, se ne more rešiti. Ker če človek ne sprejme te kritike, je tako eno takšno primerjavo je dal, je tako, kot bi ga poveznil v zvon in se zastrupla s svojim lastnim izdihom, usmrajenim, pravi on, tako grdo je napisal, ampak tako to približno je. In človek seveda mora biti sposoben sprejeti sebe, se pravi v zrcalu drugih ljudi, kot ga vidijo. In da so to dobronamerni, se pravi, če človek to sposoben, potem lahko spreminja svoje življenje. In pri avtoritativnem vodenju je ravno to v ospredju tudi, da človeka soočaš z njegovo neumnostjo, s tistim, kar ne dela v življenju prav. In da tukaj ne olepšavaš, ne sadiš rost, sej bo. Nič ne bo, če ne bo to in to. In to je bistvo te metode, o kateri sem hotel povedati. In zakaj je ta red in disciplina pravzaprav nujno potrebna, če človek hoče kaj narediti. Ne samo, če je v stiski, tudi tako, v življenju. Sami imamo to izkušnjo. Če hočemo kaj napraviti, se moramo, kot sem rekel, disciplinirati, moramo nek red v svoje življenje upeljati. Seveda to ne pomeni, da smo stroji, ampak generalno pa. Verjetno je najtežja naloga, ki imamo starši, vzgojiti svoje otroke. Sigurno. Neskončno knjig o vzgoji je v knjižnicah, če greste gledati, na metre jih je. Ne? In ko berete te knjige, seveda krasno, vse nam je jasno, kako bi mogli biti. Ko pa pridemo na lasten primer svojih otrok in tako naprej, se pa nič ne velja več, ker sem bral, vse je brez veze, vse pred lastno stisko. Takrat je pa, seveda, gre pa za drugo stvar. Samo to hočem vedeti, da ko pridejo ljudje k meni ravno s tem problemi, dostikrat vprašati, kaj ne naredijo svoji mladostniki ali pa z otroki, ker počenjajo to in to. Kaj ne naredijo, da zdaj bo pa v redu? Pa jaz pravim, poslušajte, pojma nimam. Pa vem, kaj ne naredite. Pa gledajo, da bi kako. Pa sem jaz strokovnjak na tem področju. Dajte tega na lont. Gledajte, jaz sem svoje 3 otroke vzgojil, naprimer, po svojem notranjem redu. Zase vem, kaj je bilo to prav za njih. So v redu, dobro, hvala Bogu, so v redu šli v življenje in živijo tako, kot se spodobi. Kako boste vi vzgajali svoje otroke, pojma nimam. Kajti ne vem, kdo ste vi, kakšen notranji red imate vi in kako boste vzgajali preko avtoritete, se pravi, ki izhaja iz notranjega reda vašega, svoje otroke. Edino to velja. Nič ne velja tem, kar piše v knjigah. Seveda velja na splošno, ampak v pravem odnosu pa pride to na beli dan. Kdo sem jaz in kako bom jaz preko svoje osebnosti, preko svojega notranjega reda, kot rečem, vplival, vzgajal, se pravi, podkazal tistim svojim najbližjim. Približno tako je tudi za mojo vlogo v terapevtski skupnosti, kot avtoriteto, narekovajo. To ne pomeni, da jih s palco preganjam, ampak svojim življenjem, pa jih preganjam, to pa. Morda bo kaj o tem povedal Grega, kako to on čuti in občuti, ker je 6 let že z mano. Takšen, že zdavni te svoje težave več ali manj najhujše presegel, ampak še vedno pa spoznava neke stvari. In morda bo njegova zgodba več povedala, kot pa tole, kar vam jaz pripovedujem. Izvolite, Grega.